Čudoviti kapniki in takle čudovit potoček. Čudovito. Celo prvi Slovenci obiskal. Čudovit jamski zvok. Sten in oljo. Kakšno jezerce. Močan kraški izvir. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Včeraj sem osvojil tistole goro tamle v daljavi. To je, se pravi, Gola Plešivica. Zdaj se pa nahajam že v Bosni in Hercegovini, in sicer v bližini Bihaća. Točneje v kraju Velika Gata. To je približno 15 km od Bihaća, nekako proti hrvaški meji, bi rekel. Danes je pa dan za odkrivanje bosanskih jam. Evo, in tukaj imamo prvo jamo, to je Velika Pečina v kraju Velika Gata. Evo, kot vidite, ven priteče takle čudovit potoček. Se pa jama nahaja tik ob cesti, tako da je res čist blizu. Tako da gremo kar pogledati. Zvirska jama, priteče lep potoček. Takole. Evo, in pa še razgled proti Goli Plešivici. Evo, zdaj pa noter v jamo. Interesantno. Evo, pogled ven. Wow, kakšen zanimiv zaključek jame. Sicer ni naravno okno, ampak res zanimiv. Gremo noter, če se kaj da. Tako da sem zdaj prišel noter. Interesantno, res. Evo, netopirji. Kakšen ogromen. Gremo noter vodo. Mrzla pa je. Imam še ena dodatna čevlje sabo. Wow. Čudovito. Znate to. Evo, pogled nazaj. Ravno prav. Letopirji. Evo ga. Ravno prav je strop visok. Da se ne butaš. Evo, takole čista voda. Ne bo pa že fejst globok. Ampak nič, probajmo. Še malo. Evo, sem prišel skozi tale del. Se je dal prideti po obeh straneh. Malo razkoračil noge. Glejte, kakšen čudovit potoček se vije. Noro. Žal se bo tukaj pri meni končal. Sicer voda še fajn šumi tam naprej. Netopir. Ampak res zanimiv, vodna, čudovita vodna jama. Ker je pa res
preglobok. Še zadnji detalj z jame, najlepši, gledajte, čudoviti kapniki in takle čudovit potoček v veliki pečini v bližini Bihaća. Nahajam se na izhodišču že za drugo jamo v Bosni in Hercegovini. To je pa ena skrivna lepotica, tudi v bližini Bihaća, in sicer iz Bihaća sem se peljal proti Bosanski Krupi, potem sem pa zavil ostro desno v vas Srbljani, to je približno 10 km od Bihaća, potem sem pa šel skozi vas Srbljani, še skozi vas Brkići in sem zavil desno navzgor proti hribam. Zdaj moram tle povedati, da ni prav čist nobene table. Jaz sem to najdel na Googlovih zemljevidih in to je pečina Grmuša. Tukaj sem zdaj prišel na izhodišče, je tudi konc tele gozdne ceste. No in tle sem pa zdaj prišel do table. Piše sicer Lonina pečina, se pravi ima dva imena. Na Googlovih zemljevidih je pa pečina Grmuša. Ta jama je bila pa odkrita šele leta 2021, tako da je čist na novo odkrita, baje je pa noro bogata s kapniki. Evo, imam kilometer 700, malo klanc, voda, akcija. Je pa to res zelo neznana jama. Evo, kot vidite, ni shojen čist nič, to je sicer ena vlaka, vidi se pa, da ni popolnoma nič shojen, tako da res dočaka zelo malo obiska. Pa mogoče celo prvi Slovenci obiskal. Pot do jame Grmuša, če lahko temu sploh rečemo pot, je takale. Res se nekako za silo sledi. Včasih še celo na kakšnemu deblu drevesa pokaže kakšen znak. To kakšna markacija, evo, tam je spet prav interesantno. Tako da je v bistvu, lahko rečemo, markirano brezpotje. Evo, zdaj pa skozi takle mladje se pot spet čist zgubi. Prihajam bolj v skalna del. Aha. Evo jo. To je to. Celo zajla napeljana. Pa naravni most, oziroma naravno okno v vhodu v jamo. Wow. Aha, kar strmo. To je to. Ja, sem videl slike. Takle bolj vozak vhod je noter. Super. Evo, rabil sem pa dobre pol urce do sem. Tako da mislim, da je kar več pa kilometer 700. Veliko ne 2,5. Gremo na naravni most. Aha. Evo. Sem na naravnem mostu. Evo, dober, da je vhod tamle, da se bo dal prideti, ker tukaj se ne bi dal. Tako da zahvala gre na naravnem mostu. Evo, tukaj je pravo brezno, ampak je dostopno po tej strani. Pa gremo raziskovati jamo Grmušo. Zanimiv vstopni del. Sem že točno pod naravnim mostom. Super. Kakšna ogromna dvorana spodaj. Evo, takole izgleda vhodni del, pa brezno. Evo, pa dvorano. Sem na dnu dvorane. Zdaj pa noter. Vhodna odprtina.
Tam se je že pokazal prvi kapnik. Kakšen ogromen. Pa zgorej. Spet ogromna dvorana. Še malo se vidi pred vhodu. Zavese. Ejte, zaveske. Kako padajo kapljice gor. Super. Čudovit jamski zvok. Ejte, koliko jih je. Evo, tole pogled nazaj na en kapnik. Pa temle. Evo, pa temle sta dva, pa tale pred mano lepotec. Ejte ga. Malo bolj posvetem. Temle pa najlepši lepotec. Steber. Te dva kapnika sta zanimiva. Sten in Oljo. Evo, tale zgorej. Stalagmit, stalaktit. In pa vejte ga steber. Še te dva z druge strani. Res ta lepotca. Še zraven, evo, trojček. Evo, pa tale pred mano. In pa še tale čudovit steber. Tako lepo naložen na podlago. Še se vidi ven. V bistvu je vse samo ena dvorana. Pa zna biti konc. Vidimo. Ja, tukaj je konc. Tako da, evo, zdaj pa nazaj. Evo, tako da v bistvu se vidi, v bistvu je vse ena dvorana, ampak velika, vsaj 200 metrov dolžino. Še tale steber z te strani. Ja, ta je vsekakor najlepši. Evo, pa tamle naprej. Evo. Ogromno bogatstva. Prišel sem že do tretje zanimive točke v Bosni in Hercegovini. To je pa zdravilni in tudi delno termalni izvir Ilidža, ki pa se nahaja približno 30 km od Bosanske Krupe proti Sanskemu mostu. Zdaj bazen izgleda takole. Sicer ni najbolj prijeten za videti. Jaz sem bil sicer tukaj že enkrat polet, ki je bil kristalno čist. Seveda to pa domačini očistijo, tele alge. Drugače seveda to pač čista voda, samo pač alge svoje naredijo. Evo, tukaj se pa vidi, kako izvira voda v bazenu. Voda ima sicer 18 stopinj Celzija, čez celo leto, je delno termalna. Tako da se tukaj domačini kopljejo, je res čudovit zakopati v poletni vročini. Evo, zdaj se pa malo potopimo v tele čudovite vrelce. Super, še ena taka znamenitost. Sem na izhodišču še za zadnjo lokacijo tega popotovanja po Bosni in Hercegovini. Evo, sem pri taki čudoviti reki. To je reka Krušnica, ki je pritok Une. Evo, kakšna čudovita barva. Grem pa do njenega izvira. To je tak zelo močan kraški izvir na zatrepu te doline. Reka Krušnica je dolga samo 5 km.
Se pa nahaja povsem v bližini Bosanske Krupe. Na drugi strani Krušnice zanimiv kraški izvir, prav vid jama, pa potok preteče noter. Zanimivo. Evo, kakšna barva Krušnice. Krušnica je res čudovita bosanska reka, zelo malo poznana. Vode dobiva iz področja Grmeča, to je velikansko, mislim ogromno hribovje v Bosni. Tudi zdaj se vidi, da ima kar precej velik pretok. Zdaj sem pa že na potki in že buči izvir. Evo, čist v zatrepu doline, pod skalam. Noro. Kakšno jezerce. Brelo Krušnice, izvir Krušnice. Nekaj jama. Voda moja zavezena tudi, ali sem bolj za potrebe za pitno vodo. Lepo. Vode. Resno. Evo. Noro lepo. To je pa res čudovit. Zelo podoben kakor izvir Bune pri Mostarju. Samo da tele je veliko manj turistično, veliko manj oblegan. Koliko vode pa drvi naenkrat. To je pa tipičen, močan kraški izvir. Izvir reke Krušnice v Bosni in Hercegovini. Pri izviru Krušnice zaključujem video iz Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Se pravi, prvi dan sem obiskal Golo Plješivico, drugi dan oziroma drugi video sem pa bolj posvetil jamskim in pa vodnim doživetjem. Najprej sem si ogledal jamo pri Veliki Gati, Velika Pečina, potem sem si ogledal skrivno jamo Grmušo, ki me je res presenetila z ogromno dvorano. No, zdaj na koncu pa najprej tisti zdravilen in mal termalen izvir ter izvir kraške reke Krušnice. Upam, da vam je bil video všeč. Če vam je bil, se naročite na YouTube kanal Raj na zemlji in se vidimo. Čau!